Lepo pozdravljeni v vročem Kozmo podcastu. Živijo, Klemen. Živijo. Tole je ena posebna serija Kozmo podcasta. Se mi zdi, da fajna uvertura v vroče poletje, ki je pred nami. In glede na to, da je Kozmo zelo znan po tem, da veliko pišemo o seksu, o razmerjih, o takih malo bolj pikantnih stvarih, bom ja danes šla čez nekatere izmed najbolj vročih naših člankov in povedala kako svojo izkušnjo. Z vami sem Nataša Mernik in pa Klemen Ožbolt. Prva tema, ki sem rekla, da jo bova danes midva predebatirala, so bež zastavice. Jaz mislim, da smo vsi to že slišali na TikToku, kaj bež zastavice so. Niso to rdeče zastavice, ki bi bila tako nekaj najslabšega v razmerju. Niso zelene, ki so ful dobre, ampak so bež. Kako si ti razlagaš bež zastavice, Klemen? To je ena taka neka vmes stvar, ki si v neki vezi z partnerko in ki ti je nekaj luškenega, ki je nekaj dela edinstvenega, ki ti v bistvu ne pomeni toliko veliko, ampak je pa tista ful velika dodana vrednost za njo. Ok. Na Kozmo UK so recimo napisali, da je to nek tak quirk, ki si tako, mogoče ti je mal weird, mal čuden, ampak ja, ilik zaradi tega ti še bolj luškano, pa si tako, ok, ni to red flag, ni green flag, je tako, nekaj posebnega. Še ne boš pobegnil zaradi tega. Ne. Ok, greva zdaj čez najbolj take nenavadne bež flage, pa me pa zanima tudi kakšen nekaj tvoj, oziroma če se s kakšnim izmed teh poistovetiš tudi ti, ker jaz se s marsikaterim. Ok, ena punca je napisala, da vsakič, ko sva na letalu, moj fant naroči jabolčni sok. Ampak samo takrat, kadar sem na letalu. To imam tudi jaz en tak. Kaj pa ti naročiš? Jaz vsakič, ko grem na avion gor, imam prav, ki pridejo te stevardese, ki imajo prvo tisto, ki mahajo, pa to, potem pridejo, naročim črn čaj. Ok. Vedno, nikoli ne pijem črnega čaja, ampak na letalu imam pa ta črn čaj. Ok. Ritual. Potem zelo podobno. Ja. To je tvoj bež flag. Ja. Ok, druga punca je napisala, moj fant igra videoigrce, tako, na računalniku. Ampak, kaj si ti misliš o tem? Meni se zdi, da je, meni je cool na računalniku. Če že igraš igrice, ti je lažje na večjem ekranu, ali pa, ne vem, kaj na PlayStationu. Ne vem, tako po mojih izkušnjah, no, ker so mi govorili, da je to bolj red flag, ne? A ni, no, skozi igra igrice, pa. Če jih skozi igra, ampak njej je weird to, da jih igra na računalniku. A ja, okej. Meni je bolj weird, da jih na telefonu, ker nič ne vidiš. Ja, Jaz na telefone igram sam sudoku. Tetris. Tudi. Aj to moj bež flag. Bež zastavica. Ja. Ok, ta je mogoče malo weird naslednja. Bež zastavica moje punce je, da je kečap na žlico. Ja, se to marsikateri človek je in da na žlico še posebej, wow. Pol ga moram imeti res rada. Jaz imam kolegico, ki recimo pa jem majonezo, tako na žlico in na vsem ful. Jaz recimo imam ful rada majonezo, ampak tako na žlico je pa ne bi mogla. Ja, prav moraš nekam namazati, nekaj namakati noter. Mi je tudi full weird, recimo, jaz jo samo iz tube stiskam. Jaz, če je v kozarcu, da jo moram z žlico ven jemati, mi ful smrdi. Tako da, zelo občutljiva na majonezo. Kaj imaš rajš? Kečap ali majonezo? Če zmešam skupaj, mi je cool. Eno ali pa drugo pa ne maram. Ok, zanimivo. Jaz se spomnim, ko sem na majhna, je moja babi kupala prav, ko se je kupal kečap in majoneza, ko je prišla ven iz tubice pol. A res? Ja. Proper. Meni je tako kulno, ki je ta, veš, recimo naročiš toast in pol ti to zmeša skupaj in toast, ki ješ, mama mia. Koktejl omakica. Zdaj mislim, da se bo tle res slišal moj želodec, ker sem lačna in zdaj še te toasti. Ok, naslednja. Moj fant ima enkrat večjo nogo kot jaz in moje nogavice uporablja kot stopalke. A to bi dejansko fizično, jaz imam 45 noga, ampak da bi, nisem še tega probal, vidiš, to bi pa prav probal. Okay. No, jaz ti svojih nogavic že ne moram posoditi, ker imam jaz nogo 42, tako da vidim, da živimo na velikih nogah. Ampak se mi zdi, da boljš, da nosi neke nogaviče, kot pa da jih sploh ne bi nosil. Ja, to je res. Mora biti saj nekega. Saj v supergah, no. Moj fant ne mara voziti kovčka za prtljago, namesto tega ga raje prime za ročaj in ga nosi v roki.
Zanimivo, če me vprašaš, jaz vem, da svojega kufra ne bi mogla nositi, ker ga vedno tako napolnim, da ga še vlečem težko za sabo. Ja, verjamem, vse živo noter, kovček daš. Lih zdaj, ko smo pač v poletju in vseh teh kufrih, jaz mislim, da ne bi šlo pri meni. Samo niso pozim težji kovčki kot poleti, recimo. Ja, bi se lahko rekli, da je to koliko. Veš, poleti imaš kratke hlače, ne vem. Ampak je pa poletje izgovor, ker so lažje stvari, jih lahko več vzamem s sabo in potem je kufer vedno ful težek. Ker tudi, če greš nekam za 2-3 dni, pač se veš, kako je. Treba je spakirati za 7 za vsak slučaj. Ja, ne veš, kakšno bo vreme. Pa vreme. če se omažeš, pa ne vem, ponavadi rečejo, če greš za 3 dni, rabaš vsaj 6 gat, ker nikoli ne veš, kaj se ti zgodi. Ja, jaz se ponavadi vedno skozi omažem, ne. To je moja ta scena in ponavadi ful premalo stvari vzamem s sabo, ne. In dober izgovor za shopping. To je res. No, vidiš, mogoče moram to začeti prakticirati, da vzamem manj s sabo in pa imam več za shopping. Okay. Moj zaročenec za vadbo nosi do kolenke in povleče jih čist do kolen. A tu ne bele? Ja. Čist do gor? Ja. Mislim... Tak malo retro je. Malo retro, pa z razlogom se jim reče do kolenke. Tako da, meni to recimo ni bež zastavica. Ne, me se zdi to čisto navadno. Se tako dejansko vidiš, zdaj že ljudi po centru greš pa tako. In do kolenke furajo. S črtami. Ja, veš, ki ima tako še vne Adidas ja, pa to. Ja, prav to. Slava Soks. Slava Soks. Moj fant rad analizira von in okus vsega, kar poje. Tako skoraj vsak grižljaj prej povoha, pol ga okusi in po nekaj sekundni tišini tudi opiše, kaj so njegova opažanja. Po vonju. Zanimivo. Jaz sem tako zelo podobna, jaz ful velikrat, tako če jem nekaj novega, bom mogla najprej povohati, pa bom tako ful previdno ugrizala. Ne bom sicer zdaj šla opisati celi mizi, kaj sem pojedla in kaj sem okusila, razen če me vprašajo, ampak sem tako ful previdna pri novih stvarih, jih moram povohati. Pa, ne vem, to je čisto tako podzavestno naredim. Okay. A si predstavljaš večerje, jeva, pa tako. Klemen, tole se mi zdi, da ima von po. A je to? Ampak se mi zdi tako ful lažje preveriš, če ti nekaj smrdi. Ja, sigurno pri hrani je to ful pomembno. Sem tudi že slišala od kolegic, da zadnjič prvič sem jedla ostrige in je rekla, dobro, da sem zadnjič to povohala, ker takoj sem vedela, da niso dobre. Kolegica je pač ne takrat, ko smo jih imeli, ko mi smo jedli zelo dobre, ampak enkrat pred tem je zaradi vonja ugotovila, da mogoče bolj, da jih ne poje. Ja, ki sigurno ima nek tak von in če ne bi povohal, po mojem 2 dni. Že tako so ostrige specifične, pa zelo tako po morju von in okus, ampak je vedela točno. Lik smo to pravim podcast. Mogoče pa to je ena izmed naslednjih tematik. Ok, zdaj pa ena res vroča. Opala. Pa ne samo zaradi sončnih opeklin, ampak tudi zaradi tega, ker jih punca na sončne opekline nanaša fantovo spermo. In prisega, da to ful deluje. Njenemu tipu je to bež zastavica. Ti si to že probala? Nisem. Čeprav zdaj sem lih opečena, tako da mogoče bi bilo vredno probati. Veš, ti to proba mogoče? Ne vem. Pa imam to, da bi lahko probal, ampak ni mi še prišlo to na idejo. Ponovati jogurt, ki je tacka, ne vem. Glej, se v bistvu konsistenca tako nekih teh žab za opekline, mogoče res podobna. Ja, ok. No, ne vem. Bež zastavica mojega fanta je, da mora imeti vedno prižgano napravo za white noise. In ne samo takrat, ko spi. Kaj pa je to white noise? Te neke napravice, ki jih imajo ponavadi za dojenčke, da pač proizvajajo nek šum, pač nek tak white noise, beli šum. Ali pa tisto recimo, s kakšno lučko, ki kakšni spijo, pa ne morejo zaspati, če ni lučke. Nekateri morajo imeti pa nek šum. Jaz spomnim, da je imela ena prijateljica, ki je imela dojenčka, je imela zraven v vozičku eno zadevo, ki je skozi predvajala zvok sesavca, ker je tam malo uspavalo. Tako da ta fant očitno zelo podobno deluje, se pravi, nekaj mu moraš umeti zraven, da lažje deluje. Ne samo, ko spi, ampak tudi v vseh sobah je napisala. A res? Ja. Prav to rab. Jaz lahko v bistvu, moja izkušnja je, da spim lahko, kjer hočem.
na plaži, na avionu, na ne vem, kjerkoli, da je šum ali ni šuma. Tudi jaz sem to ugotovila in vse mi je ful smešno, zaspim kjerkoli. Zaspim tudi, če imamo samo pol ure do nekam, bom jaz zraven avto malo kinkanila. Če sedim zadnjič na ladici, jaz sem se pač naslonila, bila sem ful utrujena, bilo je vroče, pa sem zakinkala. Tako da ne rabim očitno tudi jaz ne, nobenega šuma, me tudi ne moti, če je šundar, tako da... To je super. Ja. Se mi pa zdi, da tako, da sem v nekem prostoru, da se moram skoncentrirati, bi me pa motil, ker se mi zdi, da me malo tako, če je ful nek dejavnikov, od zvokov do svetlobnih stvari, me moti. Tako. Jaz ne vem, no. Včeraj zvečer, ko sem šel spat, je v Križankah bil koncert. In sem si tako lepo odprl okna in sem tako z opero zaspal. Oh, wow. Ful je bilo dobro. Ok, to je pa zelo zanimivo. Res, ful dobro. Dobra lokacija, torej. Pol si zadnjič poslušal Mamma Mia, ko sem jaz šla gledati? Tudi, jaz še tonske vaje slišam in vse, jaz sem komplet. To sem ti pa kar malo fauš. A si, a ne? Ob tem bi pa tudi jaz zaspala. Z veseljem. Moj zaročenec se vsak dan okopa v banji, ampak ne samo enkrat. Vsaj 2 do 3. To je ful všeč, a? To je tako... Bež flag. Weird. Kaj se tebi zdi? Ekstremna higiena, ne? Tako, ok, tuš razumem, pa razumem ga poleti, valjda, ker sem si tuširam 5krat na dan, ampak jaz pa tudi ne razumem kopanja v banji. Tako ful si želim, da bi mi to bil ritual, da bi mi bilo to ful sproščujoče, ampak ko si ti natočaš v banjo, je v 15 minutah voda mrzla in ne veš več kaj. Mislim, jaz osebno ne vem, kaj ne počnem. Ja, moraš si dači malo svečke, Ja, pa ne vem, vse sem knjigice probala. brati, pa ne vem. Svečke, pa knjiga, pa serija, pa vse sem si naštimala, ampak me je rata dolg čas, tako da. Jaz pa nimam banje, jaz pa samo tuš, ne vem, lahko si uno, naredim. Ušla je Bazenček. škafek. Škafek. Ta suhi škafek spušča. No, pa se pač mi se ne kopa 3krat na dan. Se pa tuširamo. Zelo radi. Ja. Moja zaročenka ne uporablja prelivov in omak. Solato ji brez vsega. A to je dobro, kaj? Ja, ne vem, meni se je to že zgodilo doskrat, da ne marajo, ki jaz sem ful velik ljubitelj olivnega olja, balzamičnega kisa, pa vseh unih sestavin, ki jih daš noter v solato. In vedno meni to smrdi, meni pa to ful dobro, veš, obožujem. Tako da, ne vem, fulkrat sem že doživel to, ja. No, pa boš še enkrat. Ti tudi ne maraš, kaj? To je moja bež zastavica, jaz ful ne. Pa se mi to prihaja od tega, da ko sem namehna, je fotor vedno polival tiste solate, plavale so v kisu, meni pa tudi kis pač smrdi. Tako da velikrat ja, samo malo soli, pa malo oljčka, pa je to lih prav. Razen dobro, če gremo kakšne te cezarjeve solate in tako, ampak kis mi ni. Ja, pa nočeš videti moje mame. Moja mama je not natočila unga kisa, ki zdaj v usta, to te je... Ne morem tako. Pa še imamo pa štajerske sorodnike imam. Na njihovem koncu je pa ful popularno bučno olje. Oni ga pa bučno olje po zeleni solati, po paradižniku in tako. In jaz ne vem, ful let tega nisem niti tako probala ali karkoli. To mi je pa recimo okej. Bučno olje ti je pa všeč? Mi je sprejemljivo, ampak si ga sama recimo ne bi. Tako, okay, če gremo k njim na obisk, pa da je to za sladko, bom pojedla, rajš kakor s kisom. Tako da ja, tudi nisem prav fan. Polivk. Naslednja je pa o družbenih omrežjih. Ti jih imaš, Ja. a ne? No, njen fant jih pa nima in se jim cel čas upira, ampak ji potem spletne strani Reddit pošilja videe, ki jih je videla na TikToku in Instagramu, tako 5 tednov nazaj. In med deadliftanjem posluša audio knjige. A res? Ja. Jaz recimo sem ful opazila pri starejši generaciji, pa recimo pri svoji mamici, da ona tudi ne bo imela Instagrama, pa mi pa iz Facebooka pošilja stvari. Ali pa fotor isto. Tako iz YouTube shortsov mi pošilja.
mime ali pa neke viralne TikToke, ki sem jih videla že par tednov nazaj, tako da je to. Pa se veš, tudi starejši ima radi potem, ki grejo na vrt, slikajo rože, pa jih pol pošljejo v svojo skupinco. To, a veš, To je res. Taka. Spomniš tistih viralnih mailov, ki so bili včasih ful popularni, pošli to naprej nekomu, da mu polepšaš dan, ali pa so bile neke imel boš čudaške 5 dni sreče, misli, pa ja. No, to se prav spomnim. Lastno še po moji osnovni šoli, ko so si to prijateljice z mami pošiljali med sabo. a res. Je, grozno. Kaj pa tale med deadlifti posluša audio knjige? Si Zelo predstavljaš? je zelo tak sofisticiran. Ja, a ne, jaz ne vem, če bi zmogla. Že tako nisem full fanica audio knjig. Tako ful ne. Ampak bi pa med deadlifti tudi poslušala. Težko. Po mojem imaš takrat raš neko musko, kot je tako na hajpa z energijo in si tako, Schwarzenegger. Res se posveti samo sebi takrat, Ja. ko posluša audio knjige. Tako, zelo zanimiv dečko mora biti to. Moj fant obožuje frappuccino, ampak samo iz kavarne, se pravi Starbucksa, sicer ne pije kave. Aha, in samo to mu je všeč. Samo v Starbucksu in samo frappuccino. Ok. Okay. Ne, se to je dosti takih ljudi, ki v bistvu imajo eno tako stvar, belo kavo, po mojem, na ti, ne? Latte macchiato. Latte macchiato. Jaz sem plihuna opozicija, espresso, ten krajši, v glavo gas. Veš, jaz recimo res mi ni kava pač užitek. Tako sem imela obdobje, ko sem tako, ok, to si lahko zdaj naredim svoj ritual, bom si vsako jutro skuhala kavico, naredila vse v penico in tako. Ampak mi sploh ni mi užitek, nima efekta name kava, vsi so tako, joj, kako lahko brez kave zdržiš. Komod. Ampak ja, če pa gremo v tujino, kjer je pač Starbucks, bom pa sigurno šla na neko njihovo specialiteto. Ja, oni imajo res veliko izbiro teh kavic, Ja. različnih, specialnih nekih. Pumpkin spice latte jeseni. To je ful dober. A res? Ja, zelo. Treba probati. Upam, da pride Starbucks v Slovenijo. Že nekaj časa ga ni. Upam, da pride. Upam, da. In še zadnja misel. Moj partner vedno sprašuje sosednjo mizo v restavraciji, kaj so oni naročili. Aha, on potem v bistvu nekaj mu je všeč. Za pojesti. Čeprav realno, meni se to ne zdi bed, ker velikokrat si tako gledaš, kaj nosi natakar in bi ti tudi to proval, pa ne upaš vprašati. Tako da on je pač direkten. Tako zadiši mimo tebe. Ja, ker si tako, tudi jaz hrana gledam. prihaja. Ni moja. Ja, sigurno veš, vidiš potem tam pri sosedu, to pa res dobro zgleda, pa vprašaš potem še natakarja, če je to dobro, ja super, sigurno, in ti še te tenke tazga Probaš nekaj novega. Jaz sem tudi ta po mojem, ki gleda za sosedne mize. Jaz sem tudi full vizualno in če jaz vidim, da je nekaj dobro, si bom veliko raje to tudi naročila, kot pa če bi sam tam po meniju brskala. Tako da jaz se kar strinjam. Ok, kera izmed teh je v tebi najbolj zanimiva zastavica? Najbolj zanimiva zastavica. Najbolj nenavadna. Je ta kečap, ne? Čisti kečap. Kečap. Čisti kečap na žlici. No, meni mogoče sperma in sončne opekline. Ajde, ja, ta je res, ja, taka. Ta je bila kar posebna. Zdaj pa mene zanima, kakšne so bež zastavice naših bralcev, poslušalcev, gledalcev. Tako da ne glede na to, kje nas gledate, poslušate, dajte zapisati v komentar, kakšne so vaše ali pa od vaših partnerjev. In se slišimo v naslednji epizodi. Čau! Čau.